V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre in bratje v Kristusu, dobrodošli na današnjem bogoslužju. Zbrali smo se kot občestvo vernih, da prisluhnemo Božji besedi in prejmemo kruh življenja. Življenje nas vsak dan postavlja pred nove izzive, naloge in skrbi. Zato je Gospodov dan nekaj dragocenega, dan, ko se ustavimo. Bog tudi danes vstopa v naše odnose, naše skrbi, v našo utrujenost ali nemir. Ne prihaja z močjo oblasti, ampak z močjo ljubezni. Ne zahteva popolnosti, ampak zahteva iskrenost. Ne gre mimo, ne gleda stran, ustavi se, pogleda človeka v oči, spregovori, ozdravi, dvigne. Temu Jezusu sledimo, dragi prisotni. Ali lahko rečemo tega jutra, da smo srečni, ker smo del čudovite Božje družine. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Ob izgubi sestre izrekamo sožalje bratu Milanu Murnu, starosti naše cerkve. Včeraj so nas obiskali verniki iz Evangeličanske cerkve Križevci iz Prekmurja skupaj z duhovnikom Mitjo Andrejkom. Hvala tudi našim vernikom, ki so se lahko pridružili in obogatili naše skupno srečanje in prisluhnili duhovni misli. Prejšnjo soboto nas je obiskal duhovnik Peter Andrejčak, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije, ter inšpektor Walter Abraham, oba iz cerkvene občine Hodoš. Njun obisk je bil humanitarne narave. Čez 3 tedne, dobro si zapomnite, 22. junija bomo imeli po nedeljskem bogoslužju kratek občni zbor in na to sledi še tradicionalni cerkveni piknik v gozdičku za cerkvijo. Prijave pobiram jaz od danes naprej. Prijave imamo zaradi tega, da vemo vsaj okvirno število ljudi, kateri se bojo udeležili pri pikniku. V soboto, 28. junija, pa bo organiziran izlet za ženske na Primorsko in sicer med drugim na dan odprtih vrat med polji Sivke. Predvideno pa je tudi srečanje s prijateljicami iz Evangeličanske cerkve Koper, Izola. Prijavite se pri sestri Rebeki Jovanovič. Dragi bratje, tisto soboto smo fraj. Naša duhovnica Katja Brkič-Golob danes gostuje v Evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Danes popoldne ob 16. uri pa smo vabljeni na skupen cerkveni pohod. Zbrali se bomo pri hotelu Šport Otočec in odpravili do Šmarjeških Toplic. Danes ob 16. katerikoli lahko. Ne pozabite vodo pa pokrivala proti soncu. V sredo 4. junija pa bo na mestu študijskega bogoslužja ob 19. uri srečanje v okviru Trubarjeve bralne značke. Bralke in bralci se bodo pogovorili o 3. prebrani knjigi Julija iz sonetnega venca, ki jo je napisal Ivan Sivec. Jutri v ponedeljek bo v cerkvi molitveno srečanje. Naslednjo nedeljo, 8. junija, ko je državni praznik Primoža Trubarja, pa so binkošti. Bogoslužje bo ob 10. uri. V cerkveni občini Bodonci v Prekmurju pa bo shod humanitarne organizacije Eho Podpornica z bogoslužjem, ki se ga bo udeležila tudi delegacija iz naše cerkve. V naslednjem tednu je organizirana tudi molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkič. Sledi skupna pesem Sklenil hoditi sem za Gospodom.
sjesti. Biblično vodilo za naslednji teden je iz Evangelija po Janezu, 12. poglavje, 32. vrstica. In ko bom povzdignjen iz zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Prisluhnimo še poeziji psalma 47. Vsa ljudstva, ploskajte z rokami, vzklikajte Bogu z glasom vriskanja, zakaj Gospod najvišji je strašen, velik kralj na vso zemljo. Prepevajte Bogu, prepevajte našem kralju, prepevajte, zakaj Bog je kralj vse zemlje. Pejte pesem pouka. Bog kraljuje nad narodi, Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Knezi ljudstev se zbirajo, ljudstvo Abrahamovega Boga, zakaj ščiti zemlje pripadajo Bogu, nad vse je povzdignjen. Pred nami je še molitev kesanja in priznanja svojih grehov. Dobri Bog, mi se težko vključimo v množico tistih, ki ti pojejo slavospev. Težko pokažemo, da si ti naš Bog, da gospoduješ nad zemljo, da je Jezus združen s teboj. Tu našo nemoč, to našo malo vero, ter iz nje izhajajoče zamude in grehe prinašamo pred tvoje obličje in čakamo na tvojo besedo milosti in dobrote. Amen. Poslušajmo še besede milosti in slavospeva, ki jih najdemo v knjigi preroka Izaije. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdignajo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Naš Bog in Gospod, z molitvijo in prošnjami prihajamo pred tvoje obličje. Za hvalo na doživeto dobroto, za ljubezen in za tvoje odpuščanje. Hvala za današnje srečanje. Prosimo te za tvojo navzočnost, za tvojo moč in pomoč. Deluj po tvojem duhu, da bomo občutili tvojo navzočnost, ko nam bo oznanjevana tvoja beseda, ki naj v nas budi voljo in pogum za krščansko življenje. Amen. Sledi pesem Ljubezen Božja.
izvolite sesti. Drage sestre, dragi bratje, vsak izmed nas se je v življenju že sigurno srečal z občutkom prezrtosti, ignorance, odrinjenosti. Vsi ti občutki nas lahko globoko prizadenejo. Tu ne gre za zlobne besede ali dejanja, gre za občutek manj vrednosti in takrat se začnemo spraševati, ali sem vreden, ali me sploh kdo vidi, je komu mar zame. V nadaljevanju poslušajmo priliko o Lazarju in bogatinu iz Evangelija po Luku 16, 19 do 31 vrstice. Bogataš in ubogi Lazar. Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad. Tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam. Na to mu je bogataš rekel: Prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov in posvari na jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal: Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Ta pa mu je odvrnil: Ne, oče Abraham, to da če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal: Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo ostane od mrtvih. O prebrani Jezusovi priliki se lahko veliko naučimo in zamislimo. Bogati človek ni bil obsojen zato, ker je bil bogat, ampak zato, ker ni videl oziroma ni hotel videti Lazarja pred svojimi vrati. Njegova največja napaka je bila brezbrižnost, zaprtost vase, v svoje udobje in razkošje. Važno, da imam jaz, za druge mi ni mar. Lazar je ležal tik ob njegovem pragu. Bil je ubog, bolan in prezrt. Ni prosil veliko, le za drobtinice, ki padajo z mize. A bogatin ga ni niti pogledal. V njem ni prepoznal človeka, še manj brata. Tudi Jezus pozna bolečino prezrtosti, ne v teoriji, ampak iz osebne izkušnje. Zato je blizu vsakemu, ki je spregledan in prezrt od ljudi. Jezus nas danes vabi, da odpremo oči in srce. Pomislimo, kdo so Lazarji v našem življenju. Ne čakajmo na izredne priložnosti, temveč živimo sočutje v malih dejanjih, v pogledu, prijazni besedi, deljenju svojega časa in dobrin. Zato nas vabimo vse skupaj, da vstanemo in damo slavo in čast Bogu skozi pesmi, ki so tudi molitev.
Gospod, odpri moje oči, da vidim uboge, prezrte, lačne, ranjene, osamljene. Ne dovoli, da živim v obdobju, ki postane ograja pred ljubeznijo. Gospod, daj mi srce, kot je tvoje, ki vidi, sliši in ljubi. Amen. Lahko sedete? Pred nami je čudovita pesem pevskega zbora, ki pravi: Glejte križ. In naj bo to priprava na obhajanje Evharistije.
tvoje vzrem ime, brane vpisano, rešil si svojo me krvjo, smrt premagana in sedaj živim, ker ljubiš brez meja. Gospodova večerja ali Euharistija je del Božjega načrta odrešenja. Sam Kristus je ustanovil Gospodovo večerjo, ki jo je imel pred križanjem s svojimi učenci. Gospodova večerja je torej spomin na Jezusovo trpljenje in zapoved, ki jo je zapustil tudi nam danes. Euharistija pa pomeni zahvaljevanje za Kristusovo daritev, zato je več kot le spomin. Euharistija je pogled naprej v večnost, temu pravimo, da je predokus nebeške gostije, ki se pripravlja za nas. Zato smo povabljeni k hvaležnosti, kesanju, ljubezni, edinosti in darovanju. Molimo. Dragi Bog, prihajamo k Tvoji sveti mizi s ponižnim in hvaležnim srcem. Priznamo, da smo grešni in slabotni. Velikokrat gremo stran od Tebe s svojimi besedami in dejanjem. Ne ljubimo, kakor si nas učil. Ne služimo, kakor si služil Ti. Zato se kesamo in Te prosimo za Tvoje odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzameš greh sveta, usmili se, Kristus usmili se. Amen. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista, sprejela dar večnega življenja. Gospodova večerja ni nekaj, kar delamo samo ob nedeljah, ampak je način krščanskega življenja. Vabim nas, da skupaj molimo molitev Oče naš, ki je molitev Cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo Te, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo svatbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Ker smo eno v Kristusu, bomo v znak tega vsi skupaj vzeli od kruha življenja. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita.
Ker smo eno, v Kristusu bomo vsi skupaj vzeli. Svoje prazne kozarčke odložite v pladnje. Sliši se več petja ptic, ne čudi se vonja cvetlic, le veter nosi glas njegov. Boleznih Jezusov, Oče, če mogoče je, naj umakne krivice, trpljenja mojega, ki moram priti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. Getsemani, vrt kakor raj, zdaj žalosti postal je kraj, zdaj kaplje znoja, ki so že. O Jezus, moli, tam je čez. Oče, če mogoče je, naj umakne krivice, trpljenja mojega, ki moram priti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. Oče, če mogoče je, naj umakne krivice, trpljenja mojega, ki moram priti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. In volja se očitno vas voli, da rešena sva jaz in ti. Molimo. Dobri Bog, sprejmi našo zahvalo, da smo smeli biti tvoji gostje. Po uživanju svete večerje smo bili deležni moči za novo življenje. Prosimo te, pomagaj nam, da se nihče od nas ne bo vrnil na svoj dom brez tvojega blagoslova. Amen. Sledi utrinek za otroke. Prosim otroke, če pridejo dol. Dragi otroci, za vas imam eno vprašanje. Ali ve kdo, kaj imam jaz to v roki?
Če ne vejo otroci, lahko povejo tudi starejši. Prosim? Hvala. To je ribiška palca. Ali ste kdaj že lovili ribe? Nobeden od vas. Veste, jaz, ko sem bil tak mehen otrok, vi, jaz sem že lovil ribe. Ampak če sem ulovil, kaj je pa vprašanje? Ali imate radi ribe za pojest? Ne. Kaj pa starejši, imate radi? Pa pravijo, da so ribe zelo, zelo dobre za jest. Kaj potrebujemo za lovljenje rib? Pa še kaj? Potrebujemo mrežo, ribiško palco, trnek, vabo pa vse to. Kje pa lahko lovimo ribe? V vodi, v reki, na jezeru, na potoku. Veste, otroci, koliko sem že v začetku rekel, jaz zelo rad lovim ribe. Ampak, da bi ulovil veliko rib, moraš imeti potrpežljivost. In veste, kaj naredim? Grem loviti ribe in ko nobeno ne ulovim, pustim palco, grem v trgovino, v ribarnico in si kupim ribe. Tam so sigurne. Dragi otroci, ali veste, kaj so bili Jezusovi učenci, preden so postali njegovi učenci? Kaj so bili? Ribiči so bili, večina od njih. S tem so se preživljali, s tem so nahranili svoje družine. Jezus jim je pa rekel eno zelo čudno stvar. Hodite za menoj in naredil vas bom za ribiče ljudi. Kaj to pomeni? Ve kdo, da mi pove od otrok? Jezus je mislil tako. Jezus je mislil takole. Tako kot ribič lovi in išče ribe, tako mi iščemo ljudi, ki še ne poznajo Jezusa. Biti ribič pomeni, da govorimo o Jezusu, kadar je priložnost, da pomagamo ljudem, svojim prijateljem v šoli ali v vrtcu, kadar so žalostni in kadar so sami. Naš trnek, to je tista zadeva, na katero se da vaba, niso besede, ampak dobrota, nasmeh, objem, pomoč, prijateljstvo. Zato zdaj, ko boste šli pri verouku, boste se naučili biti čedalje boljši ribiči. Za svoje prijatelje in za vse, ki jih poznate. Hvala lepa. Mi pa se bomo bližali Božji besedi in pred tem pobrali prostovoljno nabirko s pesmijo Luč nogam mojim. Nogam mojim
Drage sestre, dragi bratje, ljudje se sprašujemo, a vsak odgovor o sebi, vesolju in Bogu je vedno le začetek novega vprašanja. Sprašujemo se tudi, zakaj Bog ne naredi, da bi bil njegov obstoj nesporen, viden, jasen. Če bi to naredil, bi nam to odvzelo svobodo. V Boga bi bili prisiljeni verjeti in ga častiti. Bog bi nas tako prevzel, da ne bi imeli druge izbire, kot da vanj verujemo in mu sledimo. Vendar nas je ustvaril svobodno voljo, da se lahko zanj odločimo ali pa ga zavrnemo. Kajti vsako razmerje postane nesmiselno, če ena oseba drugo osebo v odnos prisili. Takšna ljubezen nima vrednosti. Bog ima dobre razloge, da ni viden, vendar se razodeva. Predvsem v Božji besedi, z učlovečenjem Jezusa Kristusa in to, kar je napisano v Svetem pismu, ko nam sporoča, da nas ljubi. Da bi Božjo milost razumeli pravilno, prisluhnimo Jezusovi priliki. Ustanimo k poslušanju Božje besede. Evangelij po Mateju, 20. poglavje, od 1. do 16. vrstice. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za 1 denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela, ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po 1 denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po 1 denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali 1 uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za 1 denarij? Vzemi, kar je tvojega in pojdi, hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Drage sestre, dragi bratje, naš odziv na to Jezusovo priliko, dovršeno alegorijo je, to ni pošteno, to ni fair, to je krivično. Kajti vsi imamo prirojen in izostren čut za pravičnost. Pritožba delavcev je na prvi pogled pravilna. Tu bi našel kak sindikalni zastopnik dobro temo. Lastnik vinograda je vse izenačil. V ljudeh je globoko zakoreninjena želja po pravičnosti, zato se zmedeni sprašujemo, ali takšna zgodba sploh sodi v Sveto pismo. Ta prilika velja za najtežjo Jezusovo priliko. Tako je revolucionarna, tako radikalna, rekli bi celo napredna. Vzbuja protest glede nepravičnosti, kajti vsi udeleženci, ne glede na to, koliko časa so delali, so
nepravično obravnavani. Hišnemu gospodarju oziroma oskrbniku vinograda so delavci takšno početje zamerili. Kadarkoli Jezus začne zgodbo, nebeško kraljestvo je kakor, je podobno. Takrat zajemimo zrak, se usedimo, ker sledi presenečenje. Vse se obrne na glavo. Prvi so zadnji, zadnji so prvi. Zato je krščanstvo edinstveno. Namreč Jezusove prilike nas spremenijo, silijo k premisleku, k metanoji, k spreobrnenju. Kaj ta prilika popravlja? Neenakost. V nebeškem Božjem kraljestvu smo vsi enakopravni in enakovredni. Ni hierarhije spolov, oseb, zahtevkov po osebni pravici, položaju, ugodnosti, zaslugah, lastnini, nagradah. Tako kot ne želimo prejeti nobene kazni za svoje prestopke, ne smemo zahtevati niti nobene nagrade za svoje dosežke. Pred Bogom ni noben človek boljši od drugega. Jezusov nauk nas zmelje v prah, prevrednoti naše dojemanje pravičnosti, kajti mi ocenjujemo glede na našo oceno, stališča, mnenja, na naše prepričanje, korist, stranko ali vero. Jezusova beseda nas vse prizemlji. Martin Luther je trdil, da smo pred Bogom vsi berači, odvisni od Božje milosti. Ni prostora za samopromocijo, rivalstvo, tekmovalnost, izpostavljanje, hvalisanje, dokazovanje. Jezusova na videz konfuzna prilika ustvari nov pogled na pravičnost. Ni pravično samo to, kar je pravično v odnosu do mene, ampak je pravično tudi to, kar je pravično v odnosu do drugega. Ne smem vpiti, kakšna krivica se godi meni in delati iz sebe žrtev, ampak moram reči, kakšna krivica se godi drugemu, drugim, bližnjim in biti tudi takrat glasni. Bog vse obrne na glavo, zadnji so prvi, prvi so zadnji. Včasih so naši kriki, da se nam godi krivica, upravičeni, vendar moramo pri tem vedno pošteno presoditi svoje interese, svoje motive. Če so motivi čisti, potem je v redu. Jezus opozarja tudi, najbolj cenimo vrednost človeka kot vrednost kapitala. Zakaj je Jezus povedal na videz tako nelogično priliko? Jezus noče, da bi imeli napačen odnos do nebeškega očeta. Pogosto smo v skušnjavi misleč, da je Bog do nas nepravičen, da z nami ravna ostro, da podcenjuje naše talente, naše darove, trud, vložen čas, posvečen njemu, da smo prikrajšani njegovega blagoslova. Mislimo, da je Bog skopuh, zato protestiramo. Z njim se pogajamo, trgujemo, ga izsiljujemo. Jezusova prilika nam pove, da nam Bog ničesar ne dolguje. Vse je milost. Vabi nas, da premislimo o svojem odnosu do njega, da spoznamo, da je vse, kar imamo, dar, darilo. Če nečesa ne sprejmemo, smo sumničavi, zagrenjeni, jezni na druge, na Boga, misleč, da se nam godi krivica. Bog, zaslužim si, da me blagosloviš bolj kot druge. Zaslužim si tvojo pozornost. V srce se prikrade zavist in ljubosumje in potem to slabo vpliva na naše medsebojne odnose. Jezus je s to priliko pojasnil, da pri Bogu šteje milost. Zato je vse obrnjeno na glavo. In spet pravim, zadnji so prvi, prvi so zadnji. Ne le glede nejudov in judov.
Ta najbolj škandalozna prilika v Svetem pismu, ki vzbuja ogorčenje in zgražanje, je v bistvu najlepša prilika o Božji milosti. Milost ni odvisna od naših zaslug, dolžine krščanskega staža. Ali je nekdo kristjan od zgodaj zjutraj, torej od rojstva pa do smrti, ali pa je nekdo samo trenutek pred smrtjo, ali pa en dan, eno leto. Nimam se pravice pritoževati, kajti Bog šteje pripravljenost, zvestobo, ne pa uspešnost, učinkovitost. Nimam se pravice pritoževati, da je Bog preveč radodaren do drugih, kajti On daje od svojega in zaradi tega ni nihče prikrajšan. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Izvirnik pravi, ker sem jaz radodaren. Ne smem se ujeti v zanko zamere, zavisti, primerjanja z drugimi, pohlepa, prepričanja, da si drugi Boga ne zaslužijo. Namreč vsi smo odrešeni po Božji milosti. Predstavljajmo si učence, ki stojijo pri vznožju križa in poslušajo zadnji pogovor med skesanim razbojnikom in Jezusom, ter slišijo Jezusove besede desnemu razbojniku: danes boš z menoj v raju. Na kar učenec reče: to ni pošteno, to je krivično, to ni fer. Z Jezusom sem bil 3 leta v dobrem in slabem. Zdaj pa temu falotu, ki ga pozna le kako uro, obljublja raj. To ni pravično, ampak to je Božja milost. Predstavljajmo si, kaj so pomislili učenci, ko so zvedeli, da je Gospod poklical preganjalca krščanstva Savla, ki postane Pavel, apostol poganov. Govorili so, to ni pošteno. Ta človek nas je skušal ubiti, preganjal nas je. Tudi pri Štefanovem umoru je sodeloval. To ni fer, ampak to je velikodušna milost. Racionalna logika pove, da bi morala prva skupina, ki je bila najeta zgodaj zjutraj, ki so garali od zore in v žgočem soncu, prejeti večje plačilo, kot ga je prejela zadnja skupina, ki je delala le pičlo uro. Namreč vsi so dobili en denarij. To ni pošteno, to ni pravično. Ali si predstavljamo izraz užaljenosti na njihovih obrazih? Razburjenje delavcev. Milost ni blago, ki bi ga kupili, zaslužili, zamenjali, se zanj pogajali. Milost je darilo. Darilo pa lahko vzameš ali odkloniš. Gospodar ni bil dolžan teh delavcev najeti, prav tako jih v to ni prisilil. Svobodno so se odločili, nato pa so godrnjali, da jih je vse izenačil, da ni pravičen. Toda če bi Bog z nami ravnal pravično, kdo bi obstal? Vsi bi bili obsojeni. Božja pravičnost po naših merilih napoveduje našo pogubo. Po človeških standardih ta zgodba zagovarja nepravičnost. Po božjih standardih pa dokazuje Božjo velikodušnost. Zakaj se pritožujemo nad Božjo radodarnostjo do drugih? Saj smo vsi deležni njegove milosti. Zakaj se cenkamo z Bogom? Zakaj z njim barantamo?
Sveto pismo ponavlja, po milosti ste namreč odrešeni. In to je zapisano samo v Svetem pismu. Tega ne najdemo pri Sokratu, Kantu, Shakespeareu, Dostojevskem, Einsteinu, Žižku ali v kakšni drugi sveti knjigi. Tega ne moremo nikomur reči, niti sami sebi. Tako lahko vsakemu izmed nas zaradi Jezusove daritve reče samo Bog Oče. In to je sporočilo cerkve. Ko cerkev neha govoriti o Jezusu, nima več kaj povedati. Ko cerkev neha govoriti o Jezusu, o Božji milosti, nima več kaj povedati. Milost pomeni, da ne moremo storiti ničesar, da bi nas Bog imel raje, in ne moremo storiti ničesar, da bi nas imel Bog manj rad. Bral sem o jezdecu, ki je ponoči prečkal zamrznjeno Bodensko jezero, ne da bi se tega zavedal. Ko je prišel na drugo obalo, so mu povedali, kaj bi se lahko zgodilo, zato se je zlomil v sebi. Vsi smo kot prestrašeni jezdec. Ko pogledamo nazaj, se vprašamo, bil sem v smrtni nevarnosti, ne da bi se zavedal. Pod mano je bilo brezno, a sem mu čudežno ušel in sem na varnem, ne da bi za to karkoli naredil. Rešen sem po milosti. Zakaj si hočem odrešenje prislužiti? Zakaj nočem biti od Boga obdarjen? Zakaj se spopadam z ukoreninjenim strahom? Zakaj imam koncept jeznega, semitskega Boga, maščevalnega, saj Bog ni proti nikomur naperjen? Milost razlikuje krščanstvo od ostalih religij. Slišal sem zgodbo o dečku, ki se je pognal proti cesarjevi kočiji, a ga je varnostnik zaustavil. Otrok, ne smeš iti naprej. Ta človek je vendar cesar. Deček mu je odgovoril, zate je cesar, zame je oče. In planil je v očetove odprte roke. Bog nikogar ne ponižuje, nikogar ne sramoti, ne vzbuja občutka krivde, niti sramu, ampak nas v Jezusu razglaša za opravičene. To, da sem odrešen, ni moja pravica, ni moja zasluga. Zato moram biti za odrešenje hvaležen in odgovoren. Odrešen sem po Božji milosti, vendar moram stalno še kaj postoriti, je rekel Martin Luther, ker Bog ne potrebuje naših dobrih del, potrebujejo pa jih naši bližnji. Ne odrešujejo nas naša dobra dela, ampak smo odrešeni zato, da delamo dobra dela. Odrešenje je dar, pravi Martin Luther, je gabe, ampak je tudi naloga, Aufgabe, je dar in naloga. Milost je brezplačna, ampak na njej moram kaj postoriti, zato da ne postane poceni milost. Kajti Boga je ta milost stala, Sina, edinorojenega, ki je umrl na križu. V Jezusovi priliki so vsi prejeli dogovorjeno plačilo, kajti Božje kraljestvo ni gospodarstvo zaslug, ampak gospodarstvo milosti. Standardi Božjega kraljestva so obrnjeni na glavo, zato velja, da so zadnji prvi in prvi zadnji. Če Bog želi biti radodaren, kdo smo mi, da bi temu oporekali? Pa bi rekli, ta je vreden, ta ni vreden. Gre za njegov vinograd, njegov denar, njegovo pravico, njegovo odločitev. Ali ste opazili, da je gospodar edino delavca, ki se je pritoževal nad njegovo dobroto, imenoval prijatelj? Prijatelj, ne delam ti krivice. Torej, gospodar je bil do njega več kot pošten. Že na začetku dneva mu je priskrbel delo. Poiskal ga je,
poklical ga je v svoj vinograd, skrbel je za njegovo prehrano, ves dan je užival varnost in zadovoljstvo zaradi dela. Delo, to je nekaj lepega, to ni majhna stvar. Vprašajte bolne, invalide, odpuščene delavce. Kristus ni le naš odrešenik, je tudi naš zgled. Zato živimo po ekonomiji milosti. Nobelovec Ernest Hemingway je moč milosti opisal v zgodbi o Špancu, ki se je odločil pobotati s sinom, ki je pobegnil v Madrid. V časopis El Liberal je objavil oglas: Paco, v torek opoldan pridi k hotelu Montana, vse sem ti odpustil, tvoj oče. Ker je v Španiji Paco pogosto ime, je prišlo pred hotel kakih 800 mladeničev z imenom Paco, da bi se srečali z očetom. Ljubeči Bog Oče je v Svetem pismu razodel, da je Bog Oče milosti, da rešuje vse ljudi. Ali se bomo odzvali? Božja volja je, da se vsi ljudje rešimo. Njegova brezmejna milost je dokaz tega. Zato je za pisce Nove zaveze milost največji čudež. Osupljivo je, da obstaja kaj tako lepega, kot je milost. Svet je poln čudes, narave, obrti, znanosti, umetnosti, vendar vse to zbledi v primerjavi z lepoto milosti. Imeti večno življenje ni pošteno in pravično, je pa zato, ker je to Božji dar. Zadnji bodo prvi, prvi bodo zadnji. V nebesa ne gredo pravični, ampak grešniki, pomiloščeni. Pomiloščeni grešniki. Vsi potrebujemo odrešenika. Tak odrešenik je Jezus Kristus. Zato krščanstva ne smemo soditi po ljudeh, ampak po Kristusu. Krščanstva ne smemo soditi po ljudeh, ker včasih kristijani ne živimo krščansko. Zato krščanstvo sodimo po Kristusu. Vabim k molitvi. Gospod Jezus Kristus, predolgo sem živel brez tebe. Priznam, da sem grešnik in da se sam ne morem rešiti. Ne bom več zapiral vrat pred tabo, ko slišim, kako trkaš na vrata mojega srca. Hvala ti, da si prišel na zemljo. Verujem, da si Božji sin, da si na križu umrl namesto mene, prevzel moje grehe in tretji dan slavno vstal od mrtvih. Hvaležen sem za dar tvoje milosti. Verujem, da so tvoje besede resnica. Verujem, da si moj edini odrešenik in Gospod. Zato sem ti pripravljen povsem zaupati in ti slediti. Pomagaj mi, da bom rasel v veri, bral Sveto pismo, obiskoval bogoslužja v cerkvi in drugim govoril, kaj si storil v mojem življenju. Amen. Sledi pesem, ki pravi, kaj mu lahko dam, reven kot sem.
Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.